Na dan državnosti 25. junija je v Murski Soboti na območju pred banko in pošto potekal prikaz materialno-tehničnih sredstev Slovenske vojske, policije in civilne zaščite. Mogoče si je bilo ogledati opremo ter reševalno tehniko gasilcev Slovenske policije in Slovenske vojske. Predstavitev je potekala v sklopu tedna državnosti v Murski Soboti ob praznovanju 30 let samostojne države. Župan mestne občine Murska Sobota, gospod Aleksander Jevšek. Tehnični zbor Slovenske vojske, policije in gasilcev ter veteranskih organizacij je del programa tedna državnosti, ki smo ga v organizacijskem odboru pripravili in s katerimi obeležujemo 30. rojstni dan naše države. Jaz bi se na tem mestu zahvalil vsem udeležencem tega tehničnega zbora. Namen je, da pripadniki Slovenske vojske, policije in gasilci prikažejo svojo opremo, svojo usposobljenost in nekako se zdaj danes v petek na dan praznika približujemo velikemu finalu tega tedna državnosti, ki smo ga res, sem prepričan, odlično izpeljali. Upam, da nam to uspe tudi danes. Hkrati bi pa vsem seveda občankam in občanom čestital ob prazniku. To je res, po mojem mnenju, največji praznik, ki ga država lahko praznuje. 30 let samostojnosti, 30 let državnosti. Na predstavitvenem prostoru Slovenske policije smo se pogovarjali z vodjo policijskega okoliša za mestno občino Murska Sobota, gospodom Tomažem Trajbaričem. Pomurska policija se danes na tem dogodku predstavlja z večjimi enotami iz celotne policijske uprave. Tukaj z moje desne vidimo policijsko postajo za izravnalne ukrepe, potem zadaj za nami pa imamo policiste vodnike službenih psov, prometno policijsko postajo in splošno policijsko postajo, katera predstavlja upravljanje svojih operativnih nalog. Tukaj policisti predstavljajo, kaj je na primer v zadnjem obdobju zanimivo ponarejanje dokumentov, se pravi, na kak način se ugotavljajo ponaredki dokumentov. Potem v ozadju je motorno kolo z specialno opremo za reševanje prometnih nesreč. V sami tej stojnici pa imamo predstavljene opremo za posebno policijsko enoto, se pravi zaščitno opremo policistov, ki upravljajo naloge ob kršitvah javnega reda in miru. Civilna zaščita in gasilci imajo v Sloveniji posebej visok ugled, saj so preko prostovoljnih gasilcev in vseh drugih društev v sklopu civilne zaščite vedno na voljo za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob 30. obletnici Slovenske države smo skupaj z civilno zaščito oziroma gasilci mestne občine Murska Sobota, Slovensko vojsko in Slovensko policijo pripravili eno kratko predstavitev tehničnih vozil. Danes so tukaj prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota, prostovoljno gasilsko društvo Pušča in prostovoljno gasilsko društvo Črenovci. Gasilsko društvo Murska Sobota je danes tukaj z avtomatsko lestvijo, ker je ena večjih pridobitev gasilskega društva Murska Sobota. Civilna zaščita je bila v lanskem letu pred zahtevno nalogo, saj je bila prav ona prva v vrsti pri soočanju z epidemijo. Na začetku je bilo težko, ker je bila situacija čisto nekaj novega, na kar na začetku tudi nismo bili pripravljeni, vendar smo skozi daljše obdobje ob pomoči vseh sil, tudi gasilcev, policije in vseh teh, ki delajo za javno dobro, uspeli zadevo reševati. Gasilsko vozilo z lestvijo je velika pridobitev ne samo za gasilce v Murski Soboti, ampak tudi za širše območje. Več o samem vozilu nam je povedal Marko Žerin. Lestev, kak jo vidite tu odzad, se pravi, sam lestvenik je nendri dosegne 42 metra, se pravi, kak operativni gasilec oziroma pač gasilec, ker je rešivlje stoji na nendri 42 metrov, se pravi, dosežemo tudi najvišji blok v Murski Soboti. Poleg toga, ko idemo v višino z tem lestvenikom, tudi lejko idemo nendri približno 7 metrov v globino, se pravi z globine lejko tudi kaj rešivljamo ali pa kaj zdigavljamo z same globine. Te še imamo dodatno opremo notri, kako se tu odzad vidi, se pravi motorne žage,
cevi, da nicamo prek letvenika, vodov, ko si jo dejansko gor spravimo, te zajle na drugi strani še imamo tudi vrvi, se pravi delo na višini, ko dejansko se gasilce zavarujemo, moramo biti, pa tudi ko zavarujemo naprimer ponesrečence ali pa to, ko imamo, te z druge strani so še tudi, kako bi pravil, zajemalna korita, se pravi, s katerimi lejko tudi spuščamo ponesrečenca dol. Te še imamo en poseben nastavek, ker pride, ko se dene gor v košaro, ko naprimer reševalci denejo njihova nosila gor in prek tistega nosilca te spustimo z njihovimi nosilami dol. Ima tudi lastno zalogo zraka, ker naprimer daje kakšen požar ali kaj takšnega, tudi gasilci so neodvisni zgoraj in imajo pač zrak, ko nemoteno delajo svoje delo. Poleg prikaza materialno-tehničnih sredstev Slovenske vojske, policije in civilne zaščite so na prireditvi sodelovale tudi veteranske organizacije. Policijsko-veteransko društvo Sever za Pomurje šteje trenutno čez 500 članov in je razdeljeno na več pododborov. Vsak član v veteranskem društvu Sever je v času vojne dodal svoj prispevek, da je bila zgodba o osamosvojitvi uspešna. Med člani so tudi civilni posamezniki, ki so s svojo požrtvovalnostjo in tesnim sodelovanjem pomagali policiji. V bistvu predstavljamo od knjig do vseh brošur, do vsega karkoli se je v teh 30 letih v Severu in napisalo, da tudi lahko si vzamejo te knjige, ker premalo se govori o tem, premalo se promovira, se pravi, čim več ljudi bi naj zvedlo o tem, kar se je dogajalo, kar je predvsem mlade. Sicer se zato tudi trudimo, da po šolah organiziramo razstave naše, se pravi, kar se je dogajalo, tako da se trudimo za razpoznavnost, pa mislim, da se ljudje zavedajo vsega tega, kar smo dali v tistem času za osamosvojitev. Tudi tu je ena možnost, da se predstavimo, se pravi, širšemu krogu, vsem prišlekom, vsem mimoidočim, vsak se ustavi tukaj na štantu, pogleda, ponudim, da lahko vzamejo katero knjigo, kar je pač, in to je to. V bistvu, jaz nisem bila aktivna policistka takrat, mi smo sodelovali preko policije, smo v naši hiši pač imeli določene stvari, smo tega ugrabljenega oficirja pri nas skrivali, v bistvu, mislim policija, takratna milica, v bistvu, tako da sem po tej poti v društvu Sever. Na prireditvi se je predstavilo tudi območno združenje veteranov vojne za Slovenijo. Hočemo predstaviti vsa pomurska združenja veteranov. To se pravi, v Pomurju imamo 4 združenja, to je Lendava, Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona. Predstavljamo pa tudi se z zborniki, ki smo jih izdali v spomin na osamosvojitveno vojno in pa artikle, ki jih imamo za naše veterane, za naše člane, ki jim lahko se nekaj damo, nekaj prodamo in tako. V teh 30 letih od osamosvojitve smo kar precej naredili, če tako povem. Prvo, ker je to od začetka 92. leta, je to za celotno Pomurje je bilo kot ena organizacija veteranov. Pozneje, tam okoli leta od 98 naprej, se je pa ta pomurska veteranska organizacija razdelila, kot je formirana sedaj na 4 območna združenja. In to se pravi, kako sem prej že naštel, Lendava, Sobota, Radgona in Ljutomer. Vsi smo normalno v svojih združenjih, smo si pridobili prostore, smo uredili statut, članstvo, vse, kar mora imeti društvo po zakonu. Organiziramo pa res dosti vsega. Od
od proslav, od izletov, od usposabljanj za naše člane, do predavanj po osnovnih šolah. Res vse, kar eno takšno društvo, ki neguje tradicijo veteranstva, mora izvajati. Izdali so tudi nekaj publikacij. Tukaj imamo ravno predstavljeno, tu najnovejšo imamo tukaj občina Lendava v soju osamosvojitvene vojne, potem imate tam orožja nismo oddali, kar je zelo pomembno, da povemo še enkrat, da Slovenija ni bila razorožena, kot nekateri trdijo, ker tukaj je knjiga, kjer je točno notri opisano, koliko orožja smo zadržali in koliko, da bi lahko s tem orožjem v takratnih časih, če bi še zraven vzeli orožje, ki ga je imela milica in pa upravne enote v občinah, bi lahko oborožili nekje do 80.000 ljudi, tako da Slovenija ni bila razorožena nikoli. Poleg same tehnično-materialne predstavitve je bil danes cilj prireditve, da so organizacije, ki nas ščitijo in varujejo, približajo ljudem, saj so si lahko obiskovalci pogledali, povprašali in tudi preizkusili različno opremo, ki je bila na ogled.